Moje ime je Andreja Šalamun, jaz sem urednica revije Viva medicina in ljudje. Veseli me, da vas lahko pozdravim v tem čudovitem domu pod Gorco v Mariboru in predlagam, da za začetek najprej pogledamo, kdo bo z nami. Kot vidite, verjetno gospoda poznate, to je gospod Gregor Žigon, on je direktor tega krasnega doma. Zraven njega sedi gospod Martin Rakuša, sem prav prebrala priimek, gospod? On je iz oddelka za nevrološke bolezni, klinike za nevrologijo, UKC Maribor, doktor medicine. Z nami sta tudi dva nevrologa, ki bosta prek Zooma sodelovala, in to je gospa Gordana Horvat-Pinterič, prav tako iz UKC Mariborja, in gospod docent dr. Dejan Georgijev, ki je tudi doktor nevrologije, je pa iz ljubljanskega kliničnega centra. Poleg pri mizi tukaj sedi še gospod Vinko Kurent, ki je bolnik s Parkinsonovo boleznijo in nam bo zaupal svoje osebne izkušnje, in pa gospa Cvetka Pavlina Likar, predsednica društva Trepetlika, ki jo verjamem že precej vas dobro pozna. Besedo bom zdaj predala kar gospe Cvetki, da nam pove malo, zakaj smo se sploh zbrali tukaj in kaj vse nas še čaka. A se kaj sliš? A zdaj je? Aha, dobro, to se prav sliši me. Ja, tudi jaz bi vas prav lepo pozdravila, zato ker ste se v živo udeležili, predvsem pa tudi vse tiste, ki se boste potem po posnetku lahko spremljali ta dogodek. Dogodek se vključuje v naš program, ki je sicer kar dolg, podpora in izobraževanje bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, njihovih svojcev, strokovne in laične javnosti s poudarkom na demenci. Namreč Društvo Trepetlika se je lansko leto javilo na razpis Ministrstva za zdravje in je ta projekt dobilo. S tem, da v tem projektu sodelujemo s 3 partnerji. Eden od teh partnerjev je Dom pod Gorco, in se vam zahvaljujem, da ste pristopili k temu. Potem je bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica Celje, in zdravstveni dom Hrastnik. Kar precej dela smo do zdaj že opravili, imeli smo kar nekaj webinarjev in vodja tega, strokovni vodja tega projekta je docent dr. Dejan Georgijev, ki je danes tudi preko Zooma z nami. On je že imel 2 webinarja, in sicer razlike med spoloma pri Parkinsonovi bolezni in Parkinson in demenca. Imeli smo pa tudi že okroglo mizo v Celju, kjer smo obravnavali tudi življenje pacientov s Parkinsonovo boleznijo in z demenco. Tam je sodelovala dr. Skrtova iz Splošne bolnišnice Celje in tam smo tudi pred dogodkom zamrznili na enem od križišč. Danes se pa srečujemo tukaj v Mariboru, me prav lepo veseli, udeležencev ni tako malo, še več jih bo pa najbrž po spletu, in danes se bomo pa pogovarjali o Parkinsonovi bolezni, demenci in prehrani. Načrtujemo pa še kar nove dogodke, in sicer v zdravstvenem domu Hrastniki bomo se pogovarjali, kako se diagnosticira Parkinsonova bolezen. Verjetno bomo imeli pa tudi jeseni webinar o fizioterapiji in webinar o skrbnikih, kako prenašajo to bolezen, pa najbrž še kaj drugega. Tako za začetek bi jaz tole povedala in mislim, da nam gre zaenkrat kar dobro. Najlepša hvala, gospa Cvetka, seveda vabljeni, da spremljate vse te webinarje, ki jih je gospa naštela. Veliko zanimivega bo izvedeti. Zdaj bi pa najprej za začetek rada čestitala gospodu Georgijevu za naziv Moj nevrolog 2022. To je še svež naziv, ki ga je gospod dobil prejšnji teden. Pa me zanima, mogoče za en uvod, povejte nam, kaj vi mislite, s čim ste prepričali ljudi
da so glasovali za nas, za vas in vam dali to priznanje, ker naj povem, to res samo pacienti oziroma bolniki, ljudje glasujejo, nobena komisija. Tako da to je res priznanje iz rok pacientov. Ja, in zaradi tega je tudi toliko v bistvu bolj pač tako drago priznanje, ne? Ker v bistvu pač prihaja prav iz rok pacientov, ne? In ostalih, ki lahko pač glasujejo v bistvu v tej akciji. Tako da se jaz pač vsem zahvaljujem lepo, ne? Pa tudi vaši reviji za organizacijo te akcije. Je pač tako vprašanje, ki je težko odgovoriti, ne, s čim si jih pač pripričal, s čim sem pripričal v bistvu paciente in pa svojce, da bi glasovali za mene. No, jaz bom rekel v bistvu, kako v bistvu nastopam recimo v ambulantah ali pač pri svojem delu. Skušam v bistvu pač poslušati paciente, poleg seveda strokovnosti skušam pač upeljati tudi eno tako pač dimenzijo sproščenosti, pa en tak, se pravi, prijazen način komunikacije in verjetno pri tem, mislim, verjetno na tak način sem jih pač prepričal, ne, pač da glasujejo za mene, ne. Skratka, iskrene čestitke še enkrat. Gospod Georgijev, kot je že gospa Cvetka povedala, bi radi danes malo podrobneje obdelali vpliv prehrane na bolnika s Parkinsonovo boleznijo in demenco. Pa me zanima, ali in koliko nevrologi preučujete ta vpliv prehrane na razvoj in na potek Parkinsonove bolezni? Tako, ja. To je v bistvu vprašanje, ki je zelo pomembno, pomembno je iz več različnih vidikov. Prvič, praktično vsakeč, ko se pacienti soočajo recimo za diagnozo prvič, ne, ko povemo, vi pa gospa imate Parkinsonovo bolezen, eno od vprašanj skoraj da vedno, ne, je kaj lahko jaz naredim za to, da se pa pač moje stanje izboljša. Se pravi, ne za zdravili, ampak kaj lahko jaz naredim za to, da se moje stanje izboljša in kaj naj jem. Se pravi, to je ena, skoraj da, ne vem, nisem delal pač pri sebi statistike, mogoče bi bilo smiselno, da to naredim, da vidim, kolikokrat pri prvi diagnozi pacienta s Parkinsonovo boleznijo, kolikokrat me v bistvu vprašajo, ne, o sami prehrani. Jaz mislim, da bi to bil pač kar visok odstotek, ne vem, vsaj 80% po mojem, če ne več, ne, pacientov vprašajo, kako naj se obnašajo, kar se tiče prehrane, ne. Se pravi, to je tisti pragmatični vidik. Drug vidik je pa seveda, ali dejansko res lahko recimo za pač določenimi tipi prehrane izboljšamo potek bolezni ali pa pač izboljšamo pa je zdaj, a me slišite? A je v redu slišati? Ja? Ne? Aha, ker jaz naenkrat sem vas zgubil, pa vas ne vidim, ampak dobro. Vi mene vidite? Mogoče malo bolj počasi, pa bolj razumljivo. Mislim, da je to problem, ker zvok je. Ne, ampak, ja, tako, samo jaz pa vas ne vidim zdaj, ne vidim, kje je v bistvu Zoom. Mi vas v redu vidimo, ja? Mi vidite super, tako da nekam je šla pač verjetno tisto ikone ne morem najti. V glavnem, se pravi, je pa lahko v bistvu problem tudi v pač povezavi, no. Pa zato me včasih pač slišite, pa da govorim bolj, mislim, hitreje. No, se pravi, en vidik je, se pravi, to je tale pragmatični vidik, kaj odgovoriti recimo pacientu, ki vpraša, kako pa zdaj za svojo prehrano. Drug vidik je pa v bistvu, ali lahko dejansko za določenimi tipi prehrane ali pa za določenimi dietnimi pristopi spremenimo recimo potek bolezni kot take, ali pa lahko vplivamo recimo na izboljšanje recimo motoričnih ali pa nemotoričnih simptomov Parkinsonove bolezni. In mogoče še en tretji vidik, ki pa je v bistvu vezan za v bistvu režimom jemanja zdravil. To pomeni, da in prehrane kot take, se pravi, kdaj ne vzamemo zdravila, recimo včasih vprašajo, ali boljše, da vzamemo zdravilo recimo na tešče. Tle predvsem v mislih imam levo dopo, ki je zlati standard za zdravljenje Parkinsonovo bolezen,
ali pa kdaj, ne, ali pa vzame zdravilo recimo skupaj za hrano. A ne. Zdaj, kar se tiče, jaz bom začel pač od zadaj naprej, na tisto vprašanje, ali mi raziskujemo, to je bilo v bistvu vaše vprašanje, ali mi nevrologi v bistvu raziskujemo vpliv prehrane. Raziskave so na to temo in še posebej v zadnjih recimo 10 letih se je nekako ponovno se pravi zbudil tisti interes za raziskovanje v bistvu vpliva prehrane na Parkinsonovo bolezen. Recimo, jaz bom pač omenil nekaj študij, ki so bile narejene v zadnjih letih, tako kot sem rekel, ena od teh študij je recimo bila narejena v Grčiji, kjer so ugotavljali pri osebah, ne, pri katerih v Grčiji namreč v bistvu imamo en del Grčije, kot veste, ne, ki je v bistvu čist tak mediteranski, to pomeni, da imajo pač predvsem mediteransko prehrano. Kaj pa pomeni mediteranska prehrana? To pomeni, da recimo veliko ribe, veliko različnih drugih recimo morskih sadežev, veliko solate, veliko olivnega olja in pa po drugi strani tisti bolj kontinentalni del, a ne, ki je v bistvu tisti, ki grobo recimo sovpada za tistim delom Makedonije, kjer pa imajo v bistvu tako kontinentalno prehrano, ki bazira recimo na malo več kruha, mogoče ogljikovih hidratov več, pa tudi več mesa, predvsem rdečega. In so oni v bistvu primerjali v bistvu po starosti enaki skupini, enako tudi po spolni strukturi, ki so se držali bolj ene ali pa druge diete in so ugotovili recimo, da pri tistih pacientih, oziroma osebah, ki so se držali bolj mediteranske prehrane, ne, da je recimo pojavnost motoričnih simptomov bolj pozno, se pravi, da se motorični simptomi začnejo, prodromalni simptomi Parkinsonove bolezni se začnejo pozneje kot pri tistih, ki so bili na tisti klasični kontinentalni prehrani za veliko rdečega mesa, veliko maščob in pa ogljikovih hidratov. Ne. Se pravi, je zelo, zelo pomemben in ta študija je bila nagrajena v bistvu nagrado za najboljšo raziskavo, mislim, da je bilo leta 2019, če se ne lažem. Ne. Tako da v bistvu so rezultati zelo pomembni zaradi tega, ker v bistvu so pokazali, da dejansko res lahko se na nek način vpliva celo na potek bolezni, ne samo recimo na počutje ali pa ne samo ciljano na določene simptome. Pa je tale koncept mediteranske prehrane v bistvu je nekoliko starejši. Ne? Mislim, recimo prve študije so pravzaprav bile narejene pri Alzheimerjevi bolezni in so imeli ugodni, rezultati so bili ugodni v tem smislu, da so pokazali, da mediteranska prehrana celo lahko izboljša kognitivno stanje pacientov z kognitivnim upadom. Pa so študije, nekaj študij je bilo narejeno spet na pacientih za Parkinsonovo bolezni, pri katerih so tudi ugotavljali, ne, da dejansko, tako kot tisto študijo, ki sem jo že omenil, ki je bila narejena v Grčiji, ki je pa bila ciljano vezana na pojavnost prodromalnih simptomov, so pokazali recimo, da mediteranska prehrana dejansko res vpliva na izboljšanje motoričnih in pa nemotoričnih simptomov pacientov s Parkinsonovo boleznijo. No, ena druga študija je pa recimo pogledala drug tip diete, ne, recimo v medicini se že, ne vem, dolgo časa uporablja ena tako imenovana ketogena dieta, pri katerih maščob je ogromno, se pravi, veliko maščob je recimo v jedilniku. In cilj je pa tako, da se v bistvu energija v telesu dobi iz v bistvu maščob in zato se tvori veliko ketonov, ki je en v bistvu produkt ketoni so produkti v bistvu pri presnovi maščob. In preko tistih visokih koncentracij ketonov v krvi in v možganih v bistvu vplivamo lahko na recimo na možganske funkcije, na možganske procese. Drug tip diete je pa recimo tista low fat diet, se pravi za malo maščob, dieta za malo maščob, in so oni v bistvu primerjali eno skupino pacientov, ki so bili recimo na 2 meseca ene diete, se pravi za malo maščob in za veliko maščob, in so ugotovili v bistvu, da obe dieti pravzaprav
vplivata ugodno na motorične in pa nemotorične znake pacientov za Parkinsonovo bolezni. To pomeni, da v bistvu specifične diete lahko imajo po svoje tudi nespecifičen učinek, se pravi ugodno vplivajo na same simptome, se pravi ni nujno, da gre samo za en tip prehrane pa za en tip diete, na katero se moramo držati. Verjetno je zelo pomembno, da se pa pač pri tem v bistvu, da se pač držimo recimo nekih pravil pri sami prehrani. Pri tem pa seveda je pač tudi fiziološka, pa če želite tudi patofiziološka razlaga, zakaj recimo, ne vem, ketogena dieta ali pa dieta za malo maščob ali pa mediteranska dieta lahko vplivajo na izboljšanje v bistvu motoričnih in nemotoričnih simptomov Parkinsonove bolezni. Skratka, tudi nevrologi precej pozornosti posvečate prehrani, ne? Tako, veliko je v bistvu, jaz mislim, da bo še več tega na tem področju, tako da pričakujemo tudi v bistvu še več tistih raziskav. Tako da jaz ponavadi svojim pacientom svetujem, da v bistvu, da seveda držijo se recimo prehranskih navad, da je fajn, da imajo pač veliko recimo rib, jejo ribo, pol solato, pa olivno olje, se pravi tisto, kar pač dela seveda mediteransko prehrano kot tako. Kar se tiče jemanja zdravil, je pa pač pravilo tako, da v bistvu levodopa najboljše deluje, če se vzame recimo 1 uro pred obrokom ali pa 1 uro po obroku, ki vsebuje proteine. Zaradi tega, ker levodopa tekmuje za aminokislinami, ki se nahajajo v proteinih, se pravi v beljakovinah, tekmuje za receptorska mesta, za vezivna mesta v črevesju. In se na ta način, če vzamete recimo levodopo skupaj za prehrano oziroma za hrano, ki vsebuje veliko proteinov, pa se lahko absorpcija levodope iz črevesja zmanjša in pač učinek levodope seveda slabši. To seveda ne pomeni, da oni ne smejo jesti proteinov, absolutno ne, proteini so pač izrednega pomena. In so v bistvu brez proteinov pač v bistvu ni zdrave prehrane, ampak je treba v bistvu prilagoditi, se pravi čas jemanja zdravila na obroke ali pa obroke prilagoditi v bistvu režimu jemanja zdravil. Hvala lepa, k temu se bomo še vrnili danes. Zdaj pa bi vprašala še gospoda Rakušo, če mi lahko pove, koliko pozornosti prehrani pri bolnikih z Parkinsonovo boleznijo in demenco posvečate v vašem kliničnem centru? Hvala za vabilo, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim in tudi tistim, ki nas bodo potem gledali po webinarju. Konkretno, kaj mi posvečamo pozornost, recimo najlepši primer tega je moja medicinska sestra, ki je naredila magisterij iz prehrane bolnikov z demenco. Z enim vprašalnikom smo prav načrtno spremljali vse bolnike, ki so prišli po pomoč v našo ambulanto za kognitivne motnje in smo temu primerno potem tudi lahko svetovali. Raziskava sama po sebi ne bi imela takšnega pomena, če ne bi potem poskušali teh stvari tudi implementirati v praksi. In ko bolezen napreduje, takrat je zelo pomembno, da lahko tudi svojcem in pa samim bolnikom nekaj svetujemo, ker kar smo opazili je, da se okus bolnikov se spreminja. In recimo, ko bolezen napreduje, bolnikom dosti bolj paše sladko, tako kot recimo otrokom bolj paše sladko, kar ni načeloma nič narobe, če je to v nekih zmernih količinah. Če pa recimo sladkarije postanejo predominantni del bolnikove prehrane, recimo jaz sem imel en primer, ko je gospa pojedla škatlo keksov na dan, a veste vi, če pojete škatlo keksov na dan, to je dovolj energije za cel dan. Ja, tako kot je gospa rekla, več kot dovolj. In seveda ni pa to dovolj za telo, ker telo dobi preko keksov samo maščobo, sladkor,
nekaj čokolade, da so ljudje malo bolj privzdignjeni, pa še nekaj morate paziti. Kadar recimo, ko kupujete sladkarije, recimo, ko kupite kekse, pogledajte, kdaj je kar na specifikacijo. Veste? In če boste dobro pogledali, bo gor pisal, da imajo toliko gramov soli not. In vi v bistvu, zakaj je sol? Sol zato, ker je po eni strani konzervans, po drugi strani pa mešate sladko pa slano, boste dobili bolj sladek okus. In na ta način se ojača okus. In ljudje, ki imajo recimo zelo enolično prehrano, je dosti teže potem premagujejo ostale bolezni, ki še pridejo v starostnem obdobju. Plus to, da recimo, zdaj se sami veste, že otroke ste učili, če ješ sladko, si umij zobe, ampak potem pa ljudje za napredovalo demenco, ali pa recimo, če imajo motorične simptome, se tudi teže skrbijo za sebe. In potem slaba prehrana pomeni slabo ustno higieno. In potem imamo še dodatne probleme, o katerih bi zobozdravniki lahko več povedali. Tako da ja, v vsakem primeru se pogovorimo, poskušamo se pogovoriti za svojci, ne za vsemi, ne ob vsakem pregledu, ker to bi bilo nemogoče, sploh z omejenim časom, vedno se osredotočimo na probleme, ki so tisti trenutek najbolj aktualni in če recimo lahko še karkoli dodatno naredimo, potem to naredimo. Ampak zavedamo se problema in ga poskušamo rešiti. Je kakšna stvar mogoče, ki vsem bolnikom svetujete v zvezi s prehrano? Da vsem poveste enako? Kolega Georgijev je že povedal. Mediteranska dieta torej. Ja, seveda, jaz se vedno spomnim ene moje profesorice, ko smo enkrat bili na enem srečanju v Gradcu. Gradec je zelo ponosen na svoje bučno olje in ko smo bili tam v restavraciji, se je gospa profesor zaželela olivno olje in ne spravila natakarja v velik problem, ki naj on sredi Gradca za naenkrat dobi v pravi pristni avstrijski restavraciji olivno olje. Ampak vse gre po nekim zmernosti. Veste. En moj drugi profesor za prehrano je vedno pravil, če vi popijete liter olivnega olja, niste naredili nič. Tega, ker ste dobili toliko energije, da ne boste tega mogli prenesti. Ampak ja, lahko jeste sladko, lahko jeste slano, ampak vedno jeste to zmerno. Vedno moramo imeti neko razmerje. Najlepši primer, vsi govorimo o tej mediteranski prehrani. Ampak obstaja pa še nekaj, čemu se reče francoski fenomen. Francoski fenomen, zakaj? Francozi jejo masne sire, jejo foie gras, se pravi jejo jetra, masna, vse se dela na račji masti. Veste, njihovo kosilo traja dolgo časa, zaključi se vedno z precej masnimi sirji. In tako naprej. Ampak srčno-žilnih pa možgansko-žilnih bolezni pa nimajo toliko več kot ostali. In kaj so zaključili? Zaključili so to, da kljub temu, da pojejo preveč, se redijo in vse ostalo, ampak imajo razmerje v redu. Veste, oni imajo razmerje med ogljikovimi hidrati, med maščobami in med proteini in med zelenjavo in vsemi ostalimi vitamini primerno. Oni ne grejo v eno skrajnost. Recimo, če vi pogledate ameriško prehrano, kjer je sinonim je za to so recimo hitra prehrana, tam se v glavnem temelji na maščobah pa na soli. In to se pol prevesi. Gospod tukaj mi prišepetava, da tudi Beaujolais pijejo Francozi. Ja, vino tudi nekaj pripomore, ampak za vino se ve. Jaz sem prepričan, da vi poznate tisto, ena taka sličica je bila. Moj zdravnik mi je dovolil, da spijem kozarec vina na dan in pa kozarec gleda kot en sod, ker to je samo en kozarec. Ampak spet smo tam, kjer je razmerje. Če boste vi liter vina na dan spili, bo preveč. Če spijete kozarec vina na dan, gre v neko to normalno prehrano. Ampak to zdaj spet ne pomeni, da je to zapovedano, da je treba piti, ker nekateri pač vina ne prenašajo, ga pa ne marajo. Kot rečeno, treba imeti neko pametno razmerje, skrbeti treba, da ko si delate hrano, da vsaj enkrat na dan jete kuhano, da ni vse presno, zato ker ljudje nismo narejeni za to, da bi jedli izključno presno. Če pogledamo fizionomijo človeka, če pogledamo zobove, ki ga človek ima, mi jemo vse,
lahko seveda, če vam nekaj bolj paše, nekaj manj paše, recimo, ampak določene aminokisline potrebujemo iz živalske prehrane, kakorkoli se obrne. In seveda, če bomo imeli pametno razmerje, kjer boste imeli od beljakovin, proteinov, maščob, in da boste po drugi strani morate imeti balastne snovi, ker če ne bomo imeli balastnih snovi, se blato ne more normalno tvoriti. Zdaj pa recimo starejši ljudje imajo že bolj upočasnjeno peristaltiko. Sploh bolniki s Parkinsonovo boleznijo je znano, da imajo upočasnjeno peristaltiko. In nekatere stvari se dajo regulirati. Ne pozabiti na probiotike. Veste, nekaj časa je bilo zelo popularno, ko so bili kot sekundarni spolni znaki to, da je nekdo napihnjen. To se skozi ponavlja. Ampak dejstvo je tako, da probiotiki so bili skozi zgodovino človeštva vedno tukaj prisotni. Veste, saj ti jogurti niso nastali zdaj v mlekarnah. Jogurte poznamo ne stoletja, tisočletja se poznajo to. In to je nekaj, kar pripomore. In seveda lahko naredimo pregreške, lahko rečemo, da zvečer gremo na dobro večerjo in pol pojemo še 2 velika kosa torte. Ampak če bomo to vsakič delali, to pa ne bo šlo skozi. Tako da, kot en tak dober pregovor je, vse po malem pa po pameti. Zmernost, tako kot na drugih področjih. Gospa Horvat Pinterič, gospod Rakuša je nekako že nakazal, vas bi prosila pa mogoče za malo podrobnejšo razlago, kakšne so značilnosti bolnikov s Parkinsonovo boleznijo in demenco v povezavi s prehrano. Kaj je značilnost zanje? So mogoče prekomerno ali premalo prehranjeni, česa jim primanjkuje in podobno? Torej, že v osnovi gre za neke kronične... Že v osnovi gre za kronične nevrološke, nevrodegenerativne bolezni, ki se pojavljajo v bolnikih v starejši starostni skupini, tam po 60. letu. Že sama kronična bolezen, pa tudi starost je dejavnik tveganja za podhranjenost. Številni dejavniki vplivajo na to, že ko je rekel dr. Rakuša, nepomanjkljivo zobovje, ne vohajo hrano, spremeni se torej okus, vonj, imajo težave z žvečenjem, imajo težave s požiranjem. Ti bolniki tudi recimo v samem poteku bolezni, ali je to Parkinsonova bolezen, ali je to demenca, pojavijo se kakšne razpoloženjske motnje, zaradi česar tudi odklanjajo hrano. Recimo dementni bolniki, zna se zgodi, da tudi če so sami doma, da pozabijo kakšen obrok hrane. Moram še povedati, da tudi v današnjem času hrana predstavlja kar finančni problem za nekatere bolnike, ne morejo si privoščiti tistih hranil, ki jih potrebujejo. Zdaj vse to, kar sem že naštela, privede do nenormalnega prehranjevanja, kar dodatno privede do izgube mišične moči in same zmogljivosti teh bolnikov. Spraševali ste, ali so ti bolniki podhranjeni ali prehranjeni. Recimo, če vidimo ob prvem obisku bolnika, ko mi postavimo diagnozo, ali je to Parkinsonova bolezen ali je to demenca, na videz bolniki izgledajo normalno prehranjeni. Torej, mi samo pogledamo indeks telesne mase, ki je pravzaprav indikator vrednosti maščob v telesu, ne pa vrednosti mišic, Zdaj, kako mi to določimo, kakšna je sestava telesa? Že par let nazaj nekako sem bila vključena v eno študijo, ki smo jo na našem oddelku tudi naredili, kakšna so prehranjevalne navade, pa tudi ali obstaja prehranjenost med bolniki z možgansko kapjo. In smo videli, da je kar večina naših bolnikov normalno izgledala na videz, na prvi videz. Ko smo pa naredili bioimpedančne meritve, ti bolniki so bili precej podhranjeni. Torej, mi z bioimpedanco merimo pusto mišično maso. Recimo, študije so pokazale, da kar 50% bolnikov, ki so starejših od 80 let, je sarkopeničnih. Sarkopenija, to je en izraz, ki pomeni izguba mišične mase, izguba zmogljivosti. Bolniki so vedno težje pokretni, torej pojavljajo se tudi zlomi zaradi tega. Lahko to sarkopenijo torej
sproži bolezen sama ali starostjo, a ne? Kot primarna starostjo povzroči ali kakšna kronična bolezen. Recimo, če pogledamo enega mlajšega moškega pri 30-40 letih, ima 45% telesne ima mišične mase, a ne? Če ga izmerimo, bioimpedanco. Če pa pogledamo starejše ljudi od 70-80 let, oni imajo samo 27% mišične mase. Če oni obležijo v postelji zaradi kakega infekta, zaradi kakega drugega razloga, mišična masa jim samo upada. Hvala lepa. Mogoče lahko nam zaupate še, kakšen bi bil po vašem mnenju idealen jedilnik bolnika? Glede, priporoča se taka bolj raznolika, bolj pestra prehrana. Mogoče v številkah, če povem, če imamo kakega bolnika, ki je 80 kilogramov težek, recimo dnevne potrebe kalorične so 2000 kalorij, ki so razporejene čez cel dan. Če pa gre za beljakovine, 1 gram beljakovin po kilogramu telesne teže. Ampak, če gre za recimo poslabšanje kakšne kronične nevrološke bolezni, ali je to zaradi kakega infekta, sepse, kakih kroničnih ran, takrat ta bolnik potrebuje več beljakovin, a ne? Recimo 1,5 grama po kilogramu telesne teže. Mogoče toliko, da si samo predstavljate, kaj to pomeni. Recimo 7 debelih rezin slanine ali 5 velikih jajc, to je 30 gramov beljakovin. Bolnik ima 80 kilogramov, torej rabi 80 gramov beljakovin. Torej, taka 2 ali celo 2,5 obroka bi mogel zaužiti na dan, da bi bilo zadosti. Hvala lepa za enkrat. Gospod Kurent, vi se že desetletje bojujete s Parkinsonovo boleznijo. Povejte mi v zvezi s prehrano, kako skrbite? Dobite vse informacije, ki jih rabite od svojih nevrologov ali mogoče iz društva, kje drugje? Ja, se slišimo? Aha. Pa, da vam povem po pravici do tega današnjega sestanka, nisem o tem razmišljal, nisem imel razlogov. Torej, kaj lahko rečem, da žena kuha usklajeno hrano, če bi malo primerjal s tem, kar sem si na današnjem sestanku z njo zapisal, zgleda, da je to, meni štima, njej tudi. Kar najbolj skrbim je to, da nimam problemov zaradi tega, ker bi vedel, da česa premalo jem. Enostavno sem ljubitelj jajc, testenin, ne vem, svežega sadja. Kaj pa ribe, zelenjava? Dobro, niti nimam toliko rib v svojem jedilniku, vendar poskrbim tudi ribe, ker lahko samostojno vzamem določene stvari, ki jih želim. Torej, nikoli nimam neusklajeno v družini nekaj posebnega zame ali kakršnekoli neke prednosti ali nekaj zame. Jaz enostavno živim to življenje tako, kot ga živi družina in s tem bi rekel, da lahko rečem, da normalno eno tako skromno usklajeno življenje se mi zdi primerno za moje zdravje tudi. Se pravi, vi se držite tistega nasveta gospoda Rakuše, zmernost na vseh področjih. Zmernost s tem, da božoleja ne pijem kaj dosti, vendar imam lastno penino iz kvinte in jurke, potem tudi kaj prežganega zjutraj, tako da zaenkrat se bolj temelji vse skupaj na temu, da pazim, pa izključno pazim vseh 10 let na čas. Se pravi, jemanje tablet je meni številka 1 v mojem življenju 10 let in ne smem zamuditi. In ne zamujam, pa se držim tega 30 minut pred obrokom, ne uro. Ampak nimam usklajeno to z lakoto ali z obrokom, tako da vse to štima. Ne? Se mi pa zgodi zadnje čase, pa ne vem, če je to začetek demence, da kljub zvonjenju mojega tega telefona, da me opozori, da nekaj moram tableto vzeti, jaz ugasnem telefon, pa pozabim vzeti tableto. Vendar se spomnim čez par minut in sem tak srečen, da še nisem v stanju, ko bi zaskos pozabil. Pač pa bi me potem simptomi verjetno upozorili, da nekaj ni v redu. Ne?
No in še druga stvar je, ne vem, če tudi to danes na tem omizju lahko izkoristim. Bolj se bojim tega, kar čitam dejansko, da so problemi v črevesju. Se pravi, jaz nimam problemov z zaprtjem ali pa z stanjem tistim že bolezenskim, ampak čitamo pa o temu, da je Parkinsonova bolezen se začenja v črevesju. Črevesje je pa verjetno posledica, torej stanje v črevesju pa verjetno posledica prehrane. Jaz to pravzaprav ne vem, se mi pa zdi, da je mogoče potrebno tudi to odpreti. Zaenkrat to. Hvala lepa. Gospod Žigon, povejte, kako vi v domu poskrbite, da starostniki dobijo tisto, kar rabijo, še zlasti bolniki s Parkinsonovo boleznijo in demenco, da res dobijo tista hranila, ki jih potrebujejo? Kaj počnete na področju prehrane vse? Bo? Zdaj pa se, ne? Lepo pozdravljeni še iz moje strani, dobrodošli v domu Podgorco in hvala tudi za sodelovanje pri tem projektu, ki se mi zdi, da je zelo pomemben. Namreč tudi sam sem razmišljal, da bi naredil eno raziskavo, tudi moja tema magistrskega dela je bila tudi vpliv prehrane na demenco, vendar se potem nisem nekako odločil, ker je zelo premalo dolgoročnih nekih raziskav. Je pa vsekakor, sem tudi sam prišel do spoznanja, da je tista mediteranska hrana tista, ki bi naj vplivala dobro na ljudi. V našem domu vsakim, ki pride, naredimo najprej ta individualni načrt, da tudi se pogovorimo z svojci, kako je živel v nekem domačem okolju, kaj je jedel v domačem okolju in še posebej pri demenci se mi zdi, da je pomembno, da so svojci vključeni. Namreč svojci prihajajo tudi na obisk, so tudi nekak support kadru, ki pomagajo tudi pri prehranjevanju. Zdaj tisti, ki imajo neke motnje pri požiranju, da je že demenca tako napredovala, tistim vsekakor potem dajemo pasirano, visokokalorično hrano. Seveda pa tudi, če to ni dovolj, pa po predpisu psihiatra oziroma zdravnika kasneje tudi kakšne napitke. Glede na situacijo, ki je, se mi zdi, da še domovi dajemo vedno premalo poudarka na prehrani, nekako skušamo nekako nadaljevati življenje starostnika, ki pride v dom, tako kot je bil tudi v domačem okolju. In bi se strinjal z gospodom doktorom Rakuša, ki je povedal glede sladkorja. Tu je problem ne samo pri demenci, ampak nasploh pri stanovalci. Namreč pri starostnikih se zgublja ta okus, intenzivnost okusa in eno obdobje je bilo tudi, da sem jaz nekako dal direktivo našim zaposlenim, da omilimo sladkorja in potem je prišel tak ven, da direktor Špara nam ne privošči sladkorja. Pa ni bilo temu tako, ampak opazili smo predvsem pri kavi, da si jo res preveč dosladkavajo, da nimajo tistega občutka in je res ogromno sladkorja šlo, ampak se sladkor ni zdaj tako drago živilo, da si ga ne bi mogli privoščiti, ampak želeli smo pač, da nekako omilimo, tako da to ni samo problem pri demenci, ampak je nasploh pri starostnikih. Načeloma se trudimo, da probamo čim bolj imeti uravnoteženo hrano, pa tudi z pogovori z svojci. Vsekakor pa imamo tudi v prihodnje načrt, da bi temu dali še večjo pozornost. Predvsem v tem smislu se mi zdi, da je pomembno, da so stalni timi na etažah, predvsem pri demenci, kar zdaj zadnje čase nekako dosegamo. Sami veste, da je kadrovsko problem na področju zdravstva in tudi nasploh, da ti stalni timi potem nekako vejo, nekako potrebe začutijo in potem tudi lažje nekako spremljajo.
Hvala lepa. Naj še povem, če ima kdo kakšno vprašanje, kar pogumno vprašajte. Sem prepričana, da vam bodo strokovnjaki, ki so danes tukaj, primerno znali odgovoriti. Zdaj pa gospod Georgijev, mi lahko prosim oziroma nam vsem pojasnite, kako Parkinsonova bolezen vpliva na presnovo bolnikov. Aha. Ja, ali pa v bistvu mogoče obratno, kako presnova vpliva na Parkinsonovo bolezen. Tudi to je enako legitimno vprašanje. Ne. V bistvu je verjetno razmerje kar precej kompleksno. Ne. Po eni strani, recimo, če gremo čisto iz nekega kliničnega vidika, ko govorimo recimo o prebavi pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo, recimo en glavnih znakov nemotoričnih je tudi to, da so pacienti zaprti, in to je verjetno vezano z tem, da se nahajajo tudi spremembe v črevesju. Črevesje je kar močno oživčeno in obstajajo taki pleksusi, se pravi pleteži znotraj samega črevesja, ki na zelo, se pravi, na zelo v bistvu avtomatiziran način v bistvu vpliva na prebavo in posredno tudi na presnovo. Zato je tudi pomembno, da mi tudi učimo paciente s Parkinsonovo boleznijo, da je recimo prebava izredno pomembna, da če so recimo zaprti, tako kot 70-80% pacientov je, pol pa je treba seveda ustrezno tudi regulirati tisto prebavo. Ne. Zdaj pa po drugi strani je pa, tako kot sem jaz tudi rekel, kako recimo metabolizem vpliva recimo na samo Parkinsonovo bolezen. Recimo je eno celo področje raziskovalno, znanstveno, ki se je razvilo spet v zadnjih recimo 20-30 letih, tudi povezano s tem, da povezano z razvojem tehnologije, ki se mu reče metabolomika. To je pa eno tako področje, pri katero v bistvu kar veliko študij je bilo narejenih tudi na Parkinsonovi bolezni, s katero za različno raziskovalno metodologijo ali pa za različno metodologijo iskanja določenih recimo metabolitov, se pravi metaboliti so produkti metabolizma, skušamo ugotoviti recimo tisti metaboliti, ki bi bili biomarkerji, se pravi označevalci Parkinsonove bolezni, oziroma bi bili označevalci recimo progresije Parkinsonove bolezni. In jih lahko iščemo recimo v krvi, lahko iščemo v različnih drugih tkivih, med ostalim tudi recimo v likvorju, se pravi v možganski tekočini. Gre pa lahko tudi za skupek recimo več različnih metabolitov, s katerimi bi skušali v bistvu potencialno ugotoviti povezavo med določenimi metaboliti in pa recimo samo Parkinsonovo boleznijo. Tako da to je na kratko recimo en tak odgovor za tisto povezavo med Parkinsonovo boleznijo in pa metabolizmom. In seveda, veste, ko mi govorimo o metabolizmu kot takem, je treba omeniti tudi to, da ta proces razvoja Parkinsonove bolezni, se pravi ta patogeneza Parkinsonove bolezni na zelo taki molekularni ali pa biokemični ravni je spet močno povezana recimo z metabolizmom. Recimo pri vseh nevrodegenerativnih boleznih po drugi strani je veliko govora o tem že dolgo leta, v bistvu, da so tisti prosti radikali odgovorni za razvoj ali pa progresijo same bolezni, tako da vse tiste snovi, ki potencialno lahko zmanjšajo recimo sproščanje recimo tistih prostih radikalov, so tudi preizkušeni kot zdravila, ki preprečujejo progresijo bolezni. Recimo to so različni tiste omega-3 masne kisline, pa Q10 in tako naprej. Se pravi, to so take snovi, ki so že preizkušene sicer za nezadostnimi rezultati, ampak so preizkušeni kot možna zdravila za nevroprotektivnim učinkom. Hvala lepa. Gospa Horvat, pojasnite nam prosim, kako je z absorpcijo hranil pri Parkinsonovih bolnikih in kako na to vplivajo zdravila, če sploh?
Absolutno na to veliko zdravila vplivajo, recimo naši bolniki, ko gre za napredovalo Parkinsonovo bolezen, imajo številna zdravila, več vrst zdravil za zdravljenje same bolezni. In takrat tista zdravila oni tudi dobivajo na 2, praktično do 3 ure. In takrat je črevesje non-stop draženo, a ne. Po drugi strani tisti, ki imajo duodopo, to je kontinuirano dobivajo v črevo zdravilo, je non-stop draženo in na ta način se spremeni sama absorpcija zdravil, pride do malabsorpcije in beljakovin in ostalih vitaminov, predvsem je tu pomemben vitamin B12, katerega smo tudi videli, da dostikrat primanjkuje našim bolnikom. Tako da absolutno večinoma zdravila vplivajo na to. Gospod Rakuša, kakšne so vaše izkušnje, kako vi to rešujete kot nevrolog? Zdaj, kar se tiče resorpcije hranila, je zelo pomembno, da najprej pogledamo, ali obstajajo neki mehanski vzroki za to. Recimo, jaz en tak primer povem. Včeraj sem ravno imel kognitivno ambulanto in je prišel en gospod z napredovalo demenco in je bilo jasno, že iz njegovega izgleda, z upadlimi lici, da hujša. In tudi njegova hčerka je povedala, da gospod hujša. Ampak potem smo pa pogledali v usta, pa je imel zelo slabo zobovje. In veste, če reveža bolijo zobje, in pol težko je. In tu se že prva stvar začne. Potem pa, če pa zaradi same narave bolezni, se lahko pojavi nekaj, čemur mi rečemo apraksija, se pravi, da nekaj ne more nekdo narediti. In recimo to, da mi požremo dol, je to naučeno. To je za nas avtomatizem, ampak v resnici za to obstaja program v možganih in ta program lahko propade. Z propadanjem možganov. Ali pa enostavno pride do prekinitve med tistim delom možganov, ki dajo signal, ki nadzorujejo to, da se zgodi, do tistega dela možganov, kjer se pa potem refleksno dogaja akt požiranja, kjer se mišice požiralnika ali pa jezika, se pravi tega aparata za požiranje, sprožijo. Ali pa pride recimo do nekih okvar v področju, kjer so centri za mišice. To je najlepši primer tak pri bolnikih za možgansko kapjo, če imajo v enem delu možganov, ki ga imenujemo možgansko deblo, če je tam okvara, potem enostavno te mišice ne delajo tako, kot ne delajo mišice za roko. In seveda, zdaj, če imamo mi eno tako okvaro, potem takrat moramo nekaj narediti. In hvala Bogu, lahko danes bolnikom pomagamo, če gre za neko prehodno stopnjo, to pomagamo preko sonde, nazogastrična sonda, na kratko povedano, vstavi se cevka skozi nos v požiralnik in se preko tega bolnika hrani in seveda tak bolnik rabi pomoč. Najprej v bolnici so za to izobražene sestre, potem pa izobrazimo svojce in tudi dostikrat nam domovi pomagajo, ker prevzamejo take bolnike, ki potrebujejo tujo nego in pomoč in potem seveda domovi imajo pa že usposobljen kader in to naredijo. Seveda, to pa ni trajna rešitev, zaradi tega, ker lahko pride do preleženin, če imajo bolniki predolgo to, in potem pa moramo najti neko drugo rešitev. In če se ta akt požiranja ne vzpostavi nazaj, potem naslednja stopnja, ki se pa lahko naredi, je pa nekaj, čemur se reče pek, oziroma stoma, ki se naredi se povezava preko kože direktno v črevesje in se potem hranilne snovi prenašajo direktno v črevesje. Ampak seveda to so vse stopnje, ki jih rabijo bolniki, pri katerih bolniki že potrebujejo nekoga drugega, rabijo tujo nego in pomoč in seveda rabijo tudi primerno prehrano. Veste, zdaj vsi vemo, da recimo, če ima nekdo sondo ali pa če ima nekdo recimo pek ustavljen, ta človek ne more ubirati bedrc, ampak mu je treba to hrano
pripraviti, sesekljati, spasirati, zato da nastane neka kaša. Ne. In seveda, tako kot je že gospod direktor prej povedal, v določenih primerih, če mi za vsem, kar imamo, ne dosežemo zadovoljivih rezultatov, ali pa če vidimo, da bolnik recimo vidno propada in da potrebuje več stvari, ker recimo pri starostnikih vedno gre za kompleksen primer. Vsak starostnik je kompleksen. Veste, to ni, da rečemo, seveda mi kot nevrolog rečem, jaz vidim demenco, ampak ta gospod ali pa gospa ima mogoče še visok pritisk, ima mogoče preveč kilogramov, ima preveč holesterola. Gre za cel spektr stvari, ki jih moramo recimo kot en tim pogledati, ne? In v takem primeru, če z tem, kar imamo na voljo, ne dosegamo zadovoljivih rezultatov, potem lahko z prehrambenimi dopolnili, ki so ponavadi v obliki različnih napitkov, to dosežemo. Recimo na tak način dodajamo tiste snovi, ki primanjkujejo. In kar moja izkušnja, jaz sem imel ta privilegij, da sem nekajkrat delal v domu, ne sicer kot nisem bil domski zdravnik, ampak spremljal sem domske zdravnike in pa tudi smo delali neke raziskave, kjer smo zdravili bolnike z demenco po različnih domovih. In moja izkušnja iz domov je, da domovi so, kar se tiče prehrane, zelo, zelo dobri, veste, ker domovi imajo uravnoteženo prehrano in seveda uravnotežena prehrana pa ni za vse tista, kar bi ljudje hoteli imeti, ne? Ker vsi vemo, ne, da če je bolj kot je masno, bolj kot je slano, boljše je. Ampak to ni prehrana za vsak dan. Ne? In tudi če zelenjava zelo dosti ne diši, jo je potrebno jesti. Ne? In seveda v domovih se prehrana drži določenih načel, ne? Ko je pa človek doma, si pa ali naredi tisto, kar mu je zelo všeč, ali pa tisto, kar je najlažje. Ne? In seveda vse to lahko potem vpliva tudi na absorpcijo, ne? Ker če recimo nekdo je zelo, zelo dosti sladkega, pa ne je drugi stvari, ali pa zelo, zelo dosti mastnega, ne? Enostavno ne moremo vzpostaviti normalne presnove. In potem je pa potrebno z malo bolj rigorozno dieto poskusiti. Hvala lepa. Že večkrat danes so bili omenjeni tudi prehranski dodatki. Gospa Horvat Pinterič, kakšen je vaš pogled na to? Kaj dejansko rabijo pacienti s Parkinsonovo boleznijo oziroma osebe s Parkinsonovo boleznijo in kako sploh preveriti, ali jim česa primanjkuje? Torej, že dr. Rakuša je govoril o uravnoteženi prehrani, ki naj bi bila v domovih, naj bi bila v bolnišnicah. Vse to drži. Samo če pogledamo, mi dostikrat recimo zjutraj, ko pridem na vizito, bolniki so hranjevih sestre, ker sami ne morejo se nahraniti. Po 2 žlicah, recimo kakšne sadne kašice, bolnik reče, imam zadosti, sestra da tisto kašico na pladenj in zdaj vi samo mislim, 2 žlici ni dovolj, da bi ta bolnik recimo potem lahko telovadil, da bi imel energijo, ker to ni niti energetsko, niti beljakovinsko. Mi da lahko se postavimo na noge, da lahko telovadimo, da lahko hodimo, predvsem so pomembne beljakovine, a ne? Kot sem jih že večkrat danes poudarila, beljakovinski obroki, tudi ko je rekel dr. Georgijev, samo je pomembno to, da se ti oziroma beljakovinski obroki ali prehranski dodatki jemljajo nekako 1 uro po zaužitju levodope ali levodopa, da se jemlje torej 1 uro pred zaužitjem obroka ali 1 uro kasneje. Zdaj, glede teh prehranskih dodatkov, tudi neke študije smo delali na našem oddelku, tudi pri Parkinsonovih bolnikih in smo videli, da večina teh bolnikov, ki imajo napredovalo Parkinsonovo bolezen, da imajo pomanjkanje vitamina B12 in vitamina D. Vitamine torej sami ne moremo sintetizirati, moramo jih s hrano vnesti v telo. Vitamin D, recimo pri starejših, ki se težje gibajo po zimi, recimo ni sonca, niso izpostavljeni soncu, vitamin D dobivamo preko torej sonca, sončnih žarkov. Poleti, ko je preveč vroče, spet ne hodijo na sonce, se izogibajo soncu in na ta način
pride do pomanjkanja vitamina. Sama neaktivnost, pride do razredčenja kostne gostote in tudi osteoporoze, osteoporotičnih zlomov in to je še dodatno problem za te naše bolnike. Vitamin B12 je drugi vitamin, ki je zelo pomemben, ki sodeluje v različnih procesih v našem telesu, sodeluje kot koencim in pri pomanjkanju vitamina B12 se lahko razvije polineuropatija, lahko sodeluje pri razgradnji drugih metabolitov, zaradi česar pride do povečanja recimo homocisteina, to je ena snov v telesu, ki je dejavnik tveganja za možgansko kap. Recimo dementni bolniki, ki itak imajo že kup enih kroničnih bolezni, ali to arterijska hipertenzija, še sladkorna hiperlipidemija, če imajo še zvišan homocistein, lahko ob demenci zbolijo še za možgansko kap, kar je še dodatno ovira, motorično ovira. Zato je potrebno te vitamine dodajati. Mi jih, če bolniku ugotovimo v bolnišnici, da je pomanjkanje, damo injekcije vitamina B12. Vitamin D nadomeščamo v kapljicah, v tabletah. Glede na to, da te bolnike kontroliramo na 6 ali na leto dni, na 6 mesecev ali leto dni, jih nekako napotimo na osebnega zdravnika, ki pogleda vrednosti vitamina, če so te še vedno nizke, in osebni zdravnik aplicira intramuskularno. Kako pa je z vitaminoma E in C? Naj bi delovala zaščitno? Ja, bilo je kar nekaj študij na to temo, vendar naj bi bila tudi kot antioksidanta. Vendar zaenkrat ni bilo dokazano, da upočasnijo ali da vplivajo na Parkinsonovo bolezen. Pa lahko bolniki ta prehranska dopolnila in vitamine dobijo na recept ali si jih morajo kupiti sami? Vitamine si morajo kupiti sami, vitamin D gre na recept. OH-B12, torej to so ampule vitamina B12, ki jih lahko dobi pri osebnem zdravniku, lahko v bolnišnici. Obstaja tudi B-kompleks, ampak vprašanje je, kako se ta B-kompleks absorbira v samem črevesju. Kako pa naj izbirajo? Verjetno niso vsi enako dobri, ne? Na kaj naj bodo pozorni pri nakupu? Na kaj naj bodo pozorni? Ja, da je to preverjeno, da kupijo v lekarni, a ne da ne kupijo v neki trgovini, ko prodajajo razne kombinacije teh vitaminov, ko ne vemo, ali so torej tako da posvetujejo se v lekarni. Posvetuje se tudi z nami, večinoma tudi vprašajo, kaj si naj kupijo, kakšne dodatke, na kaj naj bodo pozorni, kaj potrebujejo. Hvala lepa, gospod Rakuša. Mogoče še vaše mnenje glede vitaminov in prehranskih dodatkov. Svetujete svojim bolnikom, preverite, česa jim manjka in potem poveste, kaj naj kupijo? No, v osnovni shemi, ko sprejmemo nekoga v obravnavo zaradi kognitivnega upada, vedno preverimo vitamin B12 in folno kislino. To je standardni postopek pri vseh? Ja, zato ker to je pomembno, ker če, kot je kolegica prepovedala, pomanjkanje vitamina B12 in folne kisline lahko povzroči kognitivni upad. In to je ena izmed tistih demenc, za katero smo veseli, ker vemo, da to lahko pozdravimo. Ampak, veste, pomanjkanje vitamina B12 pa folne kisline ni samo pri starejših, je lahko tudi pri mlajših, ki so zelo zapriseženi vegetarijanci. In če se predolgo časa čaka, ti bolniki imajo trajno okvaro in potem, ko enkrat pride do okvare živčevja, ne glede na to, koliko mi vitaminov damo, se ta okvara ne bo popravila, ker so živci odmrli. To je nekaj, kar pač preverjamo. Kot je tudi kolegica povedala, lahko preberete marsikaj, sploh manj kot je znanstvena internetna stran, več boste prebrali o pomenu vitaminov in zakaj naj bi bilo to dobro, ampak v resnici pa ni nekih trdnih študij od zadaj, da bi rekli, ja, res je, ker imamo takšno in takšno študijo, lahko rečemo, da je potrebno pojesti toliko in toliko gramov vitamina C. To je kot primer. Vemo, da določeni še recimo, kot je pomanjkanje tiamina,
To je tudi eden izmed vitaminov, lahko povzročajo neko drugo obliko demence. Ampak to so stvari, ki jih lahko tudi dobimo iz anamneze ven, ker vedno vprašamo bolnika, kaj je. In zdaj, če vidimo, da bolnik potrebuje pomoč, pa da je jasen kognitivni upad, in zato smo zelo veseli, da na pogovor, sploh na preglede, da pridejo za svojci oziroma z nekom, ki jih pozna, ker tako dobimo ta pravo zgodbo bolnika. Ko pa enkrat, da bi pa rekli, ja, veste kaj, na pamet vsakemu pojejte vsak dan 2 tableti vitaminov tega in tega proizvajalca. V medicini, da nekaj svetujemo, moramo imeti neke trdne dokaze. In tudi, ko mi nekdo reče, a bi bilo to pametno vzeti, je vedno treba se zavedati, da vitamini so kot motorno olje. Ko imate vi motor funkcionira, če je namazan. Ampak, če boste ga pa vi zelo, zelo mazali, pa ne bo zato motor nič močneje deloval. Pa nič hitreje ne bo se avto zato pelal. Kvečemo bo samo vse okrog pušpricalo. Nekateri vitamini, če bi jih pa preveč pojedli, se pa nalagajo v telesu in kaj se zgodi? Postanejo škodljivi, ne samo dobri. Tako da v glavnem, če bi nekako, da zaključim to misel, da če pogledamo celostno, razen vitamina B12 in folne kisline, ki lahko povzroča, pomanjkanje tega povzroča okvare živčevja in kognitivni upad, da bi pomanjkanje drugih vitaminov povzročalo nek velik kognitivni upad, tega ni. In zato tudi tega, recimo, mi vemo, da da je vitamin D, pomanjkanje vitamina D v splošni populaciji. Ali vzamemo starejše, ali vzamemo kogar. Vse, ki se bolj držijo noter, ne bodo imeli pomanjkanje vitamina D. Tako da to ni neka specifika, da bi rekel, ker nekomu manjka vitamin D, ima za to kognitivni upad, ima za to Parkinsonovo bolezen. Ampak ja, lahko imajo in če recimo imamo nek razlog, potem to nadomeščamo. Vitamine je vedno fajn vzeti, če jih potrebujete. Ampak načeloma, če imate uravnoteženo prehrano, boste marsikaj dobili noter. V končni fazi se vitamine mleko dodajajo. Tako, hvala. Hvala lepa, gospod Vinko, vi jemljete kakšne vitamine ali žena poskrbi s prehrano, da je vse tako, kot mora biti? Nič. Ne potrebujete nič. Super, kar tako naprej. Jaz verjamem to. Če jem to prehrano, ki mi štima, če nimam tu nekih bolezni, tudi sodelujem v tem programu SWIT in tako naprej, dejansko ne jemljem ničesar, niti ne iščem teh informacij, ker imam svojo splošno zdravnico, v kateri grem, parkrat na leto imam pregled krvi zaradi kakih drugih razlogov in če kaj manjka, bi mi povedala. Tako da dejansko bom rekel, ne jemljem ničesar. Hvala lepa, gospa Cvetka, vi ste bili skrbnica svojemu možu, bolniku s Parkinsonovo boleznijo. Kako ste vi, tako kot žena gospoda Vinkota, skrbeli za njegovo prehrano? Ja, kuhali smo tako, kot smo ponavadi kuhali, posebej tako, kot se v Idriji kuha, bolj po knapovsk. Žlikrofe pa to. Ja. Mislim, moj mož je imel najraje svinjsko pečenko, jaz seveda ribe sem jih ponujala, pa jih je pojedel, ne pa prav rad. Edino mogoče srdelce, no, to je pa imel rad. Tudi jaz sem bolj za sadje pa zelenavo in sem mogla prav porivati, a ne. Zdaj mi je žal, da nismo takrat kakšnih takih projektov imeli, da bi se o tem kaj več pogovarjali, tako da je meni zdajle sam ta projekt prišel prav sam, nažalost, za moža prepozno, a ne. Ampak bo pa drugim to pomagalo, ker vidim, te strokovnjaki so odlični, veliko dobrih nasvetov, tudi če se spomnim glede demence, jaz takrat nisem vedela, a ne, ampak je sigurno kazal demenco že, takrat sem, jaz to danes vem, ko smo ta brošurico napisali, to mi je zdaj znano, jaz sem naredila tako, kot sem najbolj vedela, res pa je, da se ni o tem toliko govorilo, ne, mi nismo toliko še govorili, predvsem smo motoričnim znakom dali poudarke, manj pa potem tem drugim zadevam, ki so pomembne pri tej bolezni.
Hvala lepa. Gospa Horvat, omenili ste že pomen beljakovin. Kaj pa druge skupine živil? Vse druge skupine živil so enako pomembne, a ne? Recimo priporoča se kakih 50% ogljikovih hidratov, naj bi bilo na jedilniku 25% maščob in tudi 25% beljakovin. Vsem tem so beljakovine zelo pomembne, ker ko jih vnesemo v telo, se vgrajujejo v mišice. Še to moram povedati, da če nekdo poje beljakovinski obrok, če leži, se nič ne zgodi, se ne vgradijo. Torej, vedno po kakem takem obroku je potrebna telesna aktivnost. Ali je to kaka sprehod, ali je to kaka telovadba v postelji ali doma. Pomembno je torej telovaditi potem, ko se zaužije beljakovinski obrok. Hvala lepa, gospod Georgijev. Boste povedali še kakšno svojo misel tukaj? Mislim si, da smo veliko povedali v bistvu, ne, glede prehrane pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo, pa vpliv na pač tudi na progresijo, se pravi, dotaknili smo se tudi vpliv na progresijo, tako da mislim, da je pač pomembno, da je taka uravnotežena prehrana, ne, da se pač zaužije prehrana v bistvu, da se hrana, ki se zaužije, pač je kakovostna, je pa seveda odvisno tudi od preferenc posameznikov, ne. Zmerna prehrana, tako kot vedno, pa pač seveda kombinirana tudi z zmerno fizično aktivnostjo, ne, tako da. Hvala lepa. Bi mogoče rad kdo kaj vprašal, zdaj je idealna priložnost za to? Izvolite, gospod. En mikrofon boste dobili. Jaz bi še to povedala, da je to Borut Volk, svetovni prvak v namiznem tenisu s Parkinsonovo boleznijo. Poleg mene pa sedi pa tretji na svetovnem prvenstvu, sicer v drugi kategoriji, tako da mi, doktor Gordana, mi ubogamo in pojemo beljakovine in zgleda najbolj igrajo tenis namizni. Kar 80 jih je bilo v soboto na našem državnem prvenstvu. Ja, dober dan vsem skupaj, jaz sem Volk Borut, Parkinsonovo bolezen že imam 6 let. Gospa predsednica pozabila povedati, da je Vinko zmagal v najboljši kategoriji oziroma je bil tretji, pa da je novi stari državni prvak, ne, tako da. Čestitke obema. Tako. Pozabila. Moje Vinko, vprašanje čestitam. oziroma moja misel, moja prehrana je zelo odvisna od razpoloženja, ne. Jaz recimo, če jem zjutraj oziroma dopoldan masno hrano, sem dosti slabši, kot če jem recimo vse ostalo, od beljakovin do, ne, recimo masna hrana, rdeče meso, ful slabo, mislim, slabo se počutim oziroma slabši sem, no. Moje vprašanje bi pa bilo, kaj je, recimo mi se bavimo z športom, kar v redu treniramo, ne, in če so tu kakšni nasveti oziroma. Kako naj se kot športniki prehranjujete? Ja, v bistvu parkinsoniki, ne, Ja. ja, oziroma v tej smeri, no, če je kaj. Želite, da vam kateri posebej odgovori? Sej so Vsi trije. na tem področju, ne, tako da zdaj, če je, ne vem, z doktor Georgijev smo bili na Rtiču, ne, smo plavali in se pravim, ne, vsak ekstrem pa je ni najboljši, ne. Se pravim, mogoče kaj v tem, no. Hvala. Gospa Horvat, boste vi prva? Ker ste ženska. Šport je vsekako dobrodošel pri vsaki kronični bolezni, absolutno tudi pri Parkinsonovi bolezni, ker na ta način krepimo mišice. Pomembna je pa tudi uravnotežena, zdrava prehrana, bogata z beljakovinami, z vitamini, tako da absolutno. Jaz bi mogoče dodal, ne, v bistvu bi rekel, ful dobro opažanje, da počutje je odvisno od pač tipa prehrane in to v bistvu verjetno tudi vsi opažamo, ne, da odvisno od tega, kakšna je prehrana, se pa pač tudi drugače počutimo. Recimo, kot da imamo več energije, če je pač hrana malo bolj lahka ali pa bolj raznovrstna, kot če recimo pač pojemo veliko masne hrane in tako naprej. Tako da tudi to je treba verjetno upoštevati, še toliko več pač pri športu, a ne.
Andreja, jaz se bom mogel opravičiti, se opravičujem, počasi bom mogel iti, ne? Tako da jaz se lepo zahvaljujem za pač vabilo na to okroglo mizo. Mislim, da je bil zelo dober pogovor in da je bilo veliko povedano v bistvu o prehrani pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo, pa tudi pri drugih v bistvu nevrodegenerativnih boleznih, in se mi zdi, da je to zelo pomembno ozaveščati v bistvu ljudi, ozaveščati paciente za to, za tudi take, kako bi rekel, nefarmakološke vidike Parkinsonove bolezni, ki pač močno lahko vplivajo na potek bolezni, močno vplivajo tudi na bolezen kot tako, na motorične, nemotorične simptome. Hvala lepa za vabilo. Hvala lepa, gospod Georgijev, da ste se nam pridružili, nadaljavo sicer, ampak upam, da se kmalu vidimo tudi v živo. Še enkrat čestitke za naziv Moj nevrolog in uspešno delo še naprej. Hvala lepa. Hvala. Adijo. Bolnica z rakom, sem pa delala na Zavodu za šolstvo in moja kolegica, ko so to zvedli, da imam raka, so mi vsi skušali na vse načine pomagati in ona je imela v Berlinu nek opravek in je tam ji prijateljica rekla, čuj, obstaja stradalna dieta in ti bom jaz to preskrbela. In mi ona prinese tisto. Jaz vzamem to v roke, nemško dobro znam, vzamem v roke, to preberem, pa je rekla, no kak je? Zdaj rekla, veš kaj če bi še tisti zdravnik povedal, kaj sploh lahko še jem, ker tu jaz več ne vidim, kaj bi sploh jaz jedla. In sem rekla, nič ne bom začela, to bom jaz vprašala mojega zdravnika v Ljubljani, pa bom videla, kaj bo on rekel. Pa pridem jaz, potem ko sem imela datum kontrole, pridem jaz v Ljubljano, pa je tako se razburil doktor Bitens, ne taki pa zdaj, ampak njegov oče, se je razburil, pa je rekel, gospa Aleksič, hvala Bogu, da ste pri pameti, da niste kar začeli to jemati, je vzel tiste liste, jih je v drobne koščke raztrgal, vrgel v koš in je rekel, pa kaj ste vi pametni? Vi bi najprej propadejo ob taki dieti zdrave celice in naredijo krasno prostor rakavim celicam, da se lahko čim hitreje razvijajo. Gospod Rakuša, mogoče vaše mnenje o postu? Ja, post je vedno dobra stvar, ampak spet po pameti. Pač iz zgodovine se ve, da načeloma imamo 2x po 40 dni posta. To so vedno bili ti cikli. Ampak če se navežem na to, kar je gospa povedala, nekaj, kar je zelo, zelo pomembno sporočilo je, in to je tisto, kar sem jaz tudi premalo nakazal, da danes ni problem priti do neke informacije. Veste, zdaj vzamete ven telefon, malo poklikate. In seveda v svojci zelo radi bi pomagali bolniku in hočejo nekaj narediti. In iščejo vse. Vnuki so zelo računalniško pismeni. In reče, babi, bom jaz poiskal. Nekje na internetu vse piše, bomo našla zdravilo za Parkinsonovo bolezen. In potem najdejo dieto, ali pa jejte to, ali pa nekaj. Mažite se z majonezo, pa bo boljše.
Ja, a veste, če bi pisalo mažite se z majonezo, pa boste shodili. Pol verjetno ne bi tega delali. Ne? Če pa malo bo tako lepše napiše, pa se reče, vzamete 3 grame majoneze vsaki dan. Jaz sem zelo, včasih na kakem novičarskem portalu, vsakih 10 dni naredijo, imamo specialno dieto, imamo to, imamo ono. Ampak, veste, gospa je naredila nekaj zelo pomembnega. Najprej je prebrala in je rekla po pameti, čakaj malo, kaj jaz lahko sploh od tega naredim. In druga stvar, kaj je naredila, ni sama prevzela tega, ampak je vprašala svojega zdravnika. In mi dostikrat dobimo neko vprašanje, veste, a je to dobro. Recimo tudi včasih ljudje, ko moj zdravnik reče, joj, vi ste pa patološko debel, bo se nekaj hudega vam zgodila, če ne boste skušali, vas bo kap zadela. In potem reče ljudje, v redu, in nehal jesti. Ja, sam to ne gre tako. Mislim, seveda, če imaš zelo trdno voljo, se res lahko pustiš, pa živiš na kruhu, pa na vodi. Ampak jaz sem imel primer pacienta, ki ni bil moj pacient, ampak sem ga tako dobil. Pa sem rekel, vedno vprašam, a ste kaj izkušali? Ja, jaz sem skušal 25 kg. Pa sem rekel, pa dobro, gospod, kaj pa ste delal? Nič, malo sem vodo pil, pa malo sem juhice jedel, pa vse ostalo. Ampak naredil si je pa škodo, zato ker on ni izgubil samo maščob, on je tudi mišice izgubil. To je treba, vsi moramo malo na prehrano paziti. Zaradi tega, ker en tak enostaven primer, zakaj se splača paziti na prehrano. A lahko kdo poje eno tablico masla? Tako, da se usede pa poje. A veste, koliko gramov ima maslo? 250, ne? Ja. A zna, katera gospa francoske rogljičke peče? A poznate ta prav recept za francoske rogljičke? Razmerje moka maslo je 1:1. Zdaj pa vzajemte, da je recimo en francoski rogljiček ima pa 80 do 100 gramov. Recimo, da ima 100 gramov. Se pravi, to je cirka 50 gramov, 5 dek masla. Aha, kdo pa lahko poje 5 francoskih rogljičkov? Ali pa 3? Brez problema, Brez problema, Ali pa recimo, a veste, ko imate te plesnive sire, recimo camembert ali pa brie ali pa kaj takega, veste, en paket, tisti mali okrogli, gledate tekmo ali pa imate nekoga, pa malo pijete en kozarec vina, 2 kozarca vina, malo gledate, malo se pogovarjate, cek, mimo grede, pojete en paket, tisti 250 gramov. A veste, koliko je tam maščob noter? 80%. A veste, koliko ima maslo maščob? Glih tako 80%. Če bi vam rekel, a boste pojedli v eni uri, recimo zvečer, med tem, ko se z nekom pogovarjate 250 gramov masla, mi boste vsi čudno gledali. Ampak to ne govorim zato, ker je tam polno rogljička. Jaz sem prepričan, da gospod direktor je zelo dobro te rogljičke pripravil. Spet smo tam, da treba malo po pameti narediti. In zato, ja, zmernost, veste, post je v redu stvar, ampak po pameti, tudi ne moramo, vse, kar vidimo, ne moramo pojesti, pa to največji problem je, da ljudje naredijo, grejo v skrajnosti. To je, jaz ko sem začel kot zdravnik, je bilo zelo dosti teh predavanj o srčno-žilnih boleznih, pa možgansko-žilnih. In en tak primer je bil, da so rekli takrat s direktorjem, joj, vi imate pa povišeno tveganje, da vas bo kap zadela. Ja, in kaj zdaj? Več se gibite. In šel takoj v prvo športno trgovino in rekel, kiro kolo je najboljše, ne, meni niti ne zima, kiro je najdražje. Aha, to je najdražje, dobro je, čep. Kupi in gre gor na Pohorje. Ja, ko je prednji je do gor prišel, ga je že rešil z dol z infarktom. Ker je naenkrat hotel vse narediti. In isto imamo tu. Ja, naredimo, recimo rečemo, bomo zmanjšali, če ugotovimo, da smo pretežki ali pa da moramo uravnotežiti svojo prehrano,
ampak da moramo malo kalorij izgubiti. Ne? Ampak kot je kolegica rekla, ja, sam tudi je treba se tudi gibati. Ne? Saj ne bo sam s tem, da ne bomo jedli. Zdaj, vi recimo pojete 2500 kalorij, ne? Ampak če pa vi hočete shujšati 1 kilogram, morate pa 7000 kalorij izgubiti. In preden boste vi 7000 kalorij izgubili, ne? To je recimo za 1000 kalorij rabite skoraj 7 km prehoditi. Ne? Zim, je kar dosti tega. Ne? Tako da, kar se tega posta tiče. Ne? Ja, gospa ima še vprašanje. Še ena taka vmes, kar se posta tiče, to sem danes eno zelo dobro misel prebral, ne? Da so enemu hotel plačati 50 €, da bi kamion cementa spraznil, pa rekel niti slučajno, pa je šel v fitness, pa je plačal 50 € za to, da je lahko uteži dvigoval. Ne? Eno vprašanje imam, se opravičujem. Doktor Rakuša, vi ste prej rekli, da je vitamin B12 in pa folna kislina, da sta zelo dobra indikatorja stanja. Ne? Mene zanima, na kakšno obdobje pa bi morali si kontrolirati kri. Ker namreč se zadnji 2 leti recimo skoraj ne moreš priti več do osebnega zdravnika, ker so res, če je res hudo. Včasih se spomnim, ko sem bila mlada, enkrat na leto smo si dali kontrolirati kri, tako pač kot sistematski pregled. Na danes tega več ni, vsaj pri nas ne. Kaj moramo narediti? Ker tudi moj mož, se opravičujem, 7 let je že ima to diagnozo, Parkinsonovo bolezen in tudi se lepo zdravi, torej jemlje vsa zdravila, ampak jaz ne vem, da bi mu že kdaj vzeli kri in preverili B12 in pa folno kislino. To me zanima. Zdaj zgodba, kar se tega tiče, seveda v Sloveniji obstaja jasen problem, se to bodo tudi slišali, da minister o tem večkrat govori, mislim, zdajšnji pa prejšnji pa tako naprej. V resnici zdravnikov je v Sloveniji premalo, to je dejstvo. In nekateri imajo srečo, pa imajo osebnega zdravnika, drugi pa nimajo sreče ali pa je teže do tega zdravnika priti, ali ga pa sploh nimajo. Zdaj, skrb za vitamin B12 pa folno kislino, veste, to sta 2 vitamina, ki jih mi kontroliramo po potrebi, oziroma če se pojavi sum. To nista vitamina, za katera bi recimo tako rekli, vsak, ki bo prišel enkrat na leto, moramo to kontrolirati. To ni potrebno. Je pa potrebno v primeru, da se neke stvari začnejo dogajati. In recimo, če se pojavijo neki znaki, da se nekomu pojavlja kognitivni upad, pri Parkinsonovi bolezni se z napredovanjem Parkinsonove bolezni lahko pojavi kognitivni upad in je to nekaj, kar je pričakovano. Ampak recimo, če pa nekdo, ki je bil prej zdrav, pride do zdravnika pa reče, veste, jaz pa pozabljam. Je pa neka stvar, ki jo mi pogledamo. Se pravi, moramo neko zgodbo slišati. Ker, veste, danes v medicini mi lahko zelo dosti stvari pogledamo, ampak če nečesa ne damo v koncept, potem nima nobenega pomena. In tudi referenčne vrednosti, ki so narejene za najbolj banalne preiskave, kot je recimo krvna slika, so vedno narejene na neko povprečno populacijo. In recimo, če ima nekdo malo povišene levkocite, ki bi lahko pomenili nek infekt, ampak če nimamo zgodbo odzadaj, da je nekdo zbolel in da mu samo tako pogledamo krije, rečemo, vi imate pa malenkost povišene levkocite, to ne pomeni, da človek bol, ampak enostavno, da njegove, tako kot imamo, največ ljudi ima rjave oči, en majhen procent jih ima pa modre, ampak to je vse nekaj, kar je pričakovano, neka variabilnost. Seveda, če bi pa se recimo pojavile težave, ali pa da recimo, da bi se bolezen poslabšala, ali pa to, ali pa recimo, da se pojavijo težave z prehrano in vemo, da je potem je pa manjši vnos hranil, manjša je verjetnost, da bi nekdo dobil B12 pa folno kislino. Recimo, če bi nekdo popolnoma nehal jesti meso, da ne bi imel nobenih živalskih beljakovin oziroma živalske prehrane, da bi nehal jesti listnato zelenjavo, se pa lahko pojavijo težave. Recimo, lahko se težave pojavijo tudi, če bi se mu poslabšala presnova, recimo, da bi bil vedno bolj zaprt, ali pa da bi imel neke hude driske in bi vse to šlo skozi njega. Se pravi, da snovi, ki so v hrani,
ne bi mogle priti do njega. To je, se pravi, te stvari niso potrebne rutinski pregledi, da enkrat na leto vse pogledamo, ker tudi ni nujno, da bomo takrat to ujeli, ampak takrat, če se pojavi nek nov moment, se na nevrologu načeloma vedno pridete, takrat, ko je nek nov moment. Če ima nekdo dobro urejeno bolezen in mi ne bomo spremenili terapije, nezadovoljen s terapijo, jaz sem ta angleška šola, ko sem nekaj časa bil v Angliji, da vedno vprašamo bolnika, če je zadovoljen z trenutnim stanjem. In če mi bolnik reče, da zdaj s tem stanjem je zadovoljno, pa jaz ne bom, jaz bom sicer predlagal, bi rekel, veste, jaz mislim, da bi mogoče malo modificirala terapijo, ampak bom jaz tako napisal, da ko boste vi želel, da lahko modificiramo, ne pa da bom jaz v to silo. In ko se pa nekaj spremeni, takrat, ko slišimo ta pravo zgodbo, takrat pa to pogledamo. Hvala lepa. Gospod Žigon, danes smo slišali, da so dostikrat bolniki s Parkinsonovo boleznijo podhranjeni, verjetno to velja tudi za starostnike. V domu je najbrž še malo težje zagotoviti, da dejansko pojedo obrok, da je ta dovolj hranilen. Kako vi poskrbite za to? Ja, zdaj, če gledamo demenco, torej stanovalce na enoti Spominčica, kot jo imenujemo, mesečno tehtamo stanovalce, tako da spremljamo njihovo težo in potem na podlagi tega tudi odreagiramo. Seveda tudi, če vizualno vidimo pri ostalih stanovalcih v domu, tudi tehtamo, spremljamo in potem pač tudi odreagiramo, se posvetujemo z domsko zdravnico. Hvala Bogu, je pri nas tako, da imamo na razpolago zdravnika vsak dan, torej od ponedeljka do petka, tako da nam je to tudi dosti lažje in se kar hitro lahko posvetujemo in potem tudi zdravnica predpiše kakšne dodatke oziroma tudi se posvetujemo s kakšno prehrano. Lahko odreagiramo po naravni poti, če pa ne gre po naravni poti, pa seveda z dodatki, kot so razni inšuri in podobno. Hvala lepa. Gospod Vinko je želel še nekaj povedati, tako da dajmo besedo še gospodu Vinku, potem bi pa počasi vas prosila vsakega za eno kratko zaključno misel. Gospod Vinko, kar vi začnite. Jaz bi se vrnil k telesnemu gibanju in pomenu tega telesnega gibanja zame. Pa bi rekel naslednje, poleg tega, da sam dejansko zmanjšujem vplive, ki te nevrone uničujejo, pri napredovanju bolezni dejansko lahko z gibanjem preprečiš. Vendar preprečiš do te mere, če tudi angažiraš ostale okoli sebe. To ni samo individualno gibanje. Dejansko jaz doživljam že par let socializacijo. Se pravi, gibamo se, igramo na mizni tenis, plešemo, ampak ne sami. Izjemno težko je sam biti toliko, bi rekel, dosleden, da bi dejansko lahko dosegel tisto, kar kaže potem na to, da tvoja bolezen ne napreduje na ta način in hitreje kot, ne bom rekel, drugim. Vendar ta socializacija je nam dokazala v Mariboru, jaz to čutim, v 2-3 letih je namesto, da bi teh 40 ljudi, ki se ukvarja recimo z namizni tenisom, bili doma, lahko tudi delajo okoli hiše, lahko vrtnarijo, karkoli. Vendar to ni isto kot to, ko prideš v dvorano, kjer si z istimi ljudmi, ki imajo iste težave, stigmo so premagali, tu smo enaki, uživamo, gremo skupaj, pojemo. Skratka, ta socializacija doprinese neko dodano vrednost, o kateri jaz govorim, in pač tisti, ki ste tukaj, to veste, drugače pa je treba to sporočilo nasloviti tudi na vse tiste, ki to ne delajo. Skratka, poleg prehrane poskrbite tudi za dovolj gibanja. Gospod Žigon, eno zaključno misel kot gostitelj. Ja, mene veseli, da smo odprli to temo, ker se mi zdi, da dostikrat pozabljamo ravno na sebe, in se mi zdi, da je to zelo pomemben vidik, ker s prehrano lahko marsikaj preprečimo oziroma tudi lažje nekako shajamo, pa naj bo to Parkinsonova demenca ali kakršnakoli druga bolezen. Se mi zdi, da bomo na tem področju mogli veliko delati, pa tudi v domovih še bolj vključevati nutricista in sestavljati tudi bolj jedilnike
glede na situacijo, ki je. Tako da vsekakor je to dobrodošlo, dosti nekih informacij smo izvedeli. Jaz sem vesel, da je kar nekaj stanovalcev naših tu zraven, ki radi prisluhnejo in se mi zdi, da je to že neka začetna pot. Hvala vam. Pa zdaj vejo, zakaj jim niste dali sladkega, ne? Ja. Gospa Horvat, izvolite. Jaz bom rekla, jaz vsakemu svojemu pacientu rečem, če že ima bolezen je tu, morate živeti normalno, morate se normalno prehranjevati, predvsem pa gibati. Na ta način nekako vzdržujete eno homeostazo oziroma vzdržujete to stanje, ki je zdaj, da preprečimo samo napredovanje bolezni. Hvala lepa. Hvala vam. Gospod Rakuša, izvolite. Jaz bom rekel sam najlepša hvala za pozornost, jaz sem danes že dovolj govoril, tako da vedno so rekli, nihče ne sme stati med človekom pa njegovim rogljičkom, tako da bom kar zaključil. Gospa Cvetka, z vami smo začeli, pa še ko zaključimo z vami, tako da izvolite. Jaz se v imenu Društva Trepetlika lepo zahvaljujem vsem prisotnim, ki so sodelovali v tej okrogli mizi. Zelo nas veseli, da sploh ni problem dobiti strokovnjake, da sodelujejo. Mislim, jaz vem, da so obremenjeni in kljub temu zmeri pridejo, zmeri čutijo potrebo, da pomagajo, pa mislim, da je tudi kar razum bil kar v redu, da ni bilo moteče. Seveda sem pa vesela, da je doktor Rakuša v živo tukaj in tudi upam, doktor Gordana, da boste vi kdaj tudi prišli in potem tudi Dejan, mogoče doktor Dejan kdaj. Drugače pa najlepša hvala vsem skupaj, res nas veseli in mislim, da se premikamo. Posebej sem zadovoljna, ker imamo zelo lepe partnerje v tem projektu. Tudi vam, gospod Žigon, najlepša hvala in tudi bolnišnici Celje zaenkrat in upam, da nam bo ratal tudi v Hrastniku. To so 3 partnerji, projekt bo šel pa naprej, drugo leto, bomo pa preverili, a je kaj rezultata iz teh naših aktivnosti, teh webinarjev, tudi te knjižice, ki je v redu. Vsi lahko si priročnik naš vzamete, kako živeti s Parkinsonovo bolezni in tudi to brišuro. Da vas povabim, da te rogljičke sladki gor, sladki dol, bi naročili šnicle, pa nismo vedeli, da jih moramo. No, zdaj smo pa zvedeli, da jih je treba. Naslednjič ribe. Ribe. Srdelce. Srdelce, v redu. ja. Okay. Ja. Naj bo to lepa zaključna misel za konec. Hvala vsem, da ste prišli in upam, da se še kdaj vidimo. Srečno.